Mi bomo temu seveda maksimalno sledili, saj smo že v letošnjem letu dejansko potrojili ali početverili sredstva za delovanje gasilstva. Je pa res, da to želimo, da je dokument eksakten in da je na nek način tudi razvojno usmerjen. Torej gasilstvo se mora razvijati naprej, torej niso samo požari, so tudi druge stvari, ki jih gasilci zagotavljajo. No, če bo temu seveda sledila, torej to ni nobena težava. Želimo pa, da gasilstvo deluje nekoliko bolj povezovalno, gospodarno in to je pač moja želja in ta dokument to tudi dokazuje. Torej, mi s tem nimamo težav, saj ste videli tudi razprava v občinskem svetu je. Ne more pa to biti zdaj eksaktna obveza občine. Glejte, mi se moramo prilagajati, torej, če bo kakšen avto leto dal v uporabi, ni nobenega problema, tudi to se je treba dogovoriti in to je to. Občinski svetniki so v prvem branju potrdili proračun za prihodnje leto. Pričakovati je, da bo sprejet tudi v drugem branju. V kakšnih številkah se boste gibali, koliko za naložbe, katere so največje? Ja, proračun, cifre poznate, torej z neko zadolžitvijo bo skoraj 15 milijonov evrov, skoraj 40% je namenjeno za naložbe. Torej zdaj, katere bi najbolj izpostavil, torej izgradnja zdravstvenega doma, investicije v krožišče Tepanje, investicijsko cono, dokončanje bazena, tudi to je velik znesek še za zagotoviti. Torej in vse ostalo, kar temu sledi. Torej želimo tudi več vlagati v ceste, tako da namenjamo več denarja za ceste, krajevne skupnosti dobijo enako denarja kot preteklo leto. So pa seveda želje in potrebe in ambicije zelo velike. Občinski proračun temu vsem željam in potrebam glede na financiranje, ki ga poznate, ne more slediti tako, kot bi želeli. Je pa proračun razvojno naravnan in to je to. Ste pa vseeno upoštevali želje občanov, participativni proračun, za koliko ste pač jim lahko šli nasproti in katere so recimo največje potrebe občanov? Participativni proračun, gledajte, to je manj kot 1% proračuna, torej to je ena gesta, da ljudje dejansko odločajo pri tem, kar želijo. Mi bomo vsako leto za to 100 000 evrov namenili, za, bom rekel, manjše stvari, ki pa bodo kraji veliko pomeni. Torej igrala, igrišča, mehke vsebine in to je prav. Torej, če bi tega ne bilo, verjetno do teh stvari se ne bi nikoli odločili ali pa bi trajalo dalj časa, da bi jih realizirali. S kanalizacijo začenjate? Ja, kanalizacija, gledajte, ocena je za nekje 22-23 km sekundarne kanalizacije bi morali po nekih ocenah nameniti 6,3 milijona. 2,8 milijona je na nek način zagotovljeno iz kohezije, 3,5 milijona pa mora zagotoviti občina, dejansko v 3 letih. Brez neke zadolžitve to mi nismo realno sposobni narediti. Je pa sedaj možnost, ker se je zakonodaja na tem področju nekoliko spremenila, torej da bojo aglomeracije lahko manjše, da bomo šli takoj po novem letu v spremembo, kar bo povzročilo, da bo nekoliko manj tega treba narediti in bo tudi potrebno manj sredstev, tako da to bo, bom rekel, občinski proračun za naslednja 3 leta kar nekoliko razbremenilo. Proračunski sklad, v bistvu zakaj? Ja, proračunski sklad je namenjen temu, da mi nekatere dejavnosti, katere iz proračuna že namenjamo sredstva, tudi pospešimo. To je šport, kultura in pa humanitarna dejavnost. V konjiški občini deluje veliko podjetij, ki so pripravljena oziroma verjamem, da bodo temu pripomogla. Želimo, da je to pregledno, transparentno in to bo neki dodaten denar za te dejavnosti. Zagotovili bomo preglednost in to je to. Mislim, da bomo ena prvih občin države, ki bomo takšen sklad imeli. To verjetno razpis teh društev ali kako se bo to prijavljali? Ja, vse v samem odloku piše, kako se to naredi. Torej, del sredstev se namenja avtomatsko za društva, ki so na te razpise že konkurirali in neka sredstva dobijo, 40%. Bomo pa imenovali posebno komisijo, ki bo
na podlagi nekih vlog in nekih kriterijev ta sredstva potem tudi razdeljevala za posebne namene. Torej jaz ne želim tega, da se, bom rekel, prihajajo k meni razno razni in iščejo neki denar, tam bo neki fond denarja in to bo komisija potem korektno, verjamem, tudi razdelila. Odlok za uporabo stavbnega zemljišča, v bistvu do konca leta ga želite sprejeti? Mi ga moramo sprejeti do konca leta zato, ker smo v septembra dobili dejansko odločbo, da moramo zakon oziroma odlok spremeniti, ker ni bil v skladu z zakonom. To nismo samo mi, praktično 120 občin, ki je imelo nadzor ministrstva, je to moralo narediti. Naredili bomo tako, da bomo upoštevali vse te usmeritve in zakonske podlage, kar bo pomenilo, da bo ta odmera nekoliko višja, ampak ne tako pomembno. Je pa novost to, da bomo tudi na mnenje občinskega sveta obdavčili tudi nezazidana stavbna zemljišča, kar bi že prej morali, pa temu nismo. In s tem želimo spodbuditi, da 240 hektarov nezazidanih zemljišč, ki občine imamo, pridejo v funkcijo. Torej, da se ljudje odločajo, da se promet z njimi zagotovi, da lahko mladi ljudje kupujejo zemljišča in na njih gradijo. To je osnovni namen. Ni osnovni namen, da bi zdaj občinski proračun to sfilali z denarjem. Nekaj več denarja se bo nateklo, ampak ta denar bo potem namenjen za izgradnjo, obnovo cest, za ureditev infrastrukture in tako dalje. Občina drugega sistemskega denarja dejansko nima. Nekje 200 000 evrov pričakujete? Tako ocenjujemo, da bo to nekje 200 000 evrov več denarja se nateklo, kar je nekje 20-25% več, kot je bilo v preteklosti. Povedal bom primer, torej hiša v prvi coni 150 kvadratov, ki je bila po starem odloku nekje 80 evrov, bo zdaj nekje 95-96 evrov. Primer za zemljišče, je to stavbno nepozidano? Ja, to je pa tako, torej nekje se bo izračunalo, da bo 0,26 evra bo za kvadratni meter, to je odločitev, torej parcela, ki je 1000 kvadratov in je nezazidana, pa je zazidljiva, ima vse pogoje, bo nekje 260 evrov se to plačevalo. Bo pa seveda možnost dana občanom, da se sami odločijo, da v primeru, če ne mislijo zidati oziroma če je zazidljivo zemljišče tam, kjer je ni možno graditi, da se temu odpovedo, da dajo postopek za vrnitev v kmetijsko zemljišče, v tem primeru bo ta odločitev bistveno nižja, oziroma bomo na tistih območjih, kjer gradnja ni možna, dejansko iskali rešitev, da bo obdavčljivo samo nekje 400 kvadratnih metrov, kot je zazidljivo. Je pa postopek naslednji, mi bomo po sprejetju odloka pozvali vse zavezance, 7200 občine je, da pridejo na občinsko upravo, da stvari pregledajo, da se uskladijo in ta odlok je razmeroma oziroma bo izenačil, zavezance. Torej, želimo transparenten, pošten odlok. Odlok je konec konca smo ga dali tudi preverbo na Ministrstvo za okolje in prostor, ki je reklo, da je v skladu z zakonodajo in primeren za sprejetje.